sestre, da bi lažje razmišljali o Jezusovih besedah, je prav, da se ozremo v prvo berilo, ki je kot temelj izhodišče. V tem tednu sem imel verouk za 3. razred in na steni je plakat Adam in Eva. In nekako je ta beseda Adam in Eva, potem so otroci Kain in Abel, 3. sina malo kdo pozna, je bil Set, to je 3. rojenec. Za hčerke nič napisano v Svetem pismu. Noben še me ni vprašal, če je imel Adam kakšno hčerko, sinove pa. In so mi rekli, kaj pa naprej? Jaz sem rekel, da so se sinovi poročili. S kom? Kje pa so bile neveste? In ko sem za prvi petek obhajal starejše in bolne, en sin tega očeta in mame me reče, pa kako je človeštvo nastalo, Adam pa Eva, potem najprej 2 sinova, pa še eden drugega ubije, kako to naprej. Sem rekel, veste, Sveto pismo niso poročila, kot jih mi poslušamo, tudi ni nek zapis v učbeniku, ki se treba učiti. Sveto pismo hoče povedati več kot poročila ali pa učbenik, ki nas uči. Nekaj globega je treba povedati. Na začetku je treba povedati, da to, da smo, to je dejstvo, kar se vidimo, to je zamisel, želja, volja Boga. Bog je tisti, ki je stvarnik. In če se je človeštvo začelo, ker enkrat se je začelo, koliko smo pa že pametni, da smo to ugotovili, noben ne začne za začetkom, tudi ko ste šli v šolo, ne začnete recimo šteti šolske dni 50, 51. Vsak rekel, kaj pa pred 50? To so neupravičeni dnevi, ure. Kako začnemo šteti, ko greste v službo? Prvi delovni dan, pa je drugi, pa tretji. In ko se varčuje, je 1 evro, pa sta 2, pa 3. In je po človeški pameti čisto na mestu začetek človeštva. Ne gre drugače, kot da je prvi človek, drugi človek, tretji človek. In tako gre naprej. Ni treba več naštevati, to že vse vemo. In prvi človek, piše Sveto pismo, Bog je ustvaril iz prahu zemlje. Prvega človeka. Še spol ni določen, prvi človek samo piše. In prvi človek ni sam prišel do te pameti, da mu nekaj manjka, da nekaj ni v redu. Bog je to ugotovil, rekel, tole ne bo dobro. Ni dobro za človeka, da je sam, pomoč njemu primerno je treba dati. In prvi korak ni bil človek, vse mu je pripeljal. Vse bogatstvo, blagostanje živali, pravi, da je vsakemu živemu biti Bog dal ime. Takrat, ko je zapisano, da človek da, pomeni, jaz sem gospodar, jaz sem oblastnik, jaz imam besedo nad tem, kar poimenujem. Biti gospodar, ne uničevalec, pa izkoriščevalec, skrbnik, ki imam rad to, kar je. In ko je človek vse imel, danes imamo več, kot so mi ljudje včasih. Blagostanje, premoženje, socialno in ekonomsko varnost, pa še na zdravstvo poskrbljeno, sicer bilo lahko boljše, kot je trenutno v Sloveniji. Ampak na koncu se je pokazalo, kljub temu, da človek ima vse, pa mu še vedno nekaj manjka. In tisto, kar manjka, kot da ni v moči človeka. In je Bog posebej. Zapis, kako čudovit. Najprej spanje. Mi smo prespali začetek človeštva in smo se zbudili potem, ko so že bili. Nam je prikrito. Smo prespali. Kako se je zgodilo? Kakšen začetek? To smo prespali. Ko smo pa se zbudili in pogledali, so bili pa ljudje. In človek zagleda drugega človeka. Poglejte, ta pogled ni pogled z očmi. Kaj mi vse lahko vidimo? To je pogled srca, to je čutenje srca, to je hrepenenje po enem človeku. In takrat človek spregovori, to je pa nekdo iz mene. In kakšna lepa simbolna govorica,
Vzel je rebro. Drugi človek ni ustvarjen, ste bili pozorni na to, iz prahu zemlje. Drugi človek izhaja iz človeka. Ni vzel nekaj na površju, na hitro, kar tako mimo grede. Ne, rebro je kar globoko, je v telesu. Če želim z nekom iti skozi življenje, moram dati nekaj od sebe, nekaj mojega. Tisto, kar je globoko v meni. In tisto, kar dam nekomu, je dar, podarim. In takrat, ko podarim nekaj, kar je globoko pri meni, lahko bi rekli, da je rebro najbližje človeškemu srcu. To je lepa čudovita simbolika. Nekaj človek dal in je dobil pomoč njemu primerno. Zato je rekel, to je pa kost mojih kosti. To je del mene. Če gre ta človek stran od mene, gre del mene stran. Če se bo to ločilo, se loči del mojega telesa. Če nekomu, bomo rekli čisto konkretno, vzamemo rebro, človek preživi brez rebra, brez srca, brez drugih organov, ni preživetja, brez rebra gre, ampak nekaj manjka. In iz tega lahko mi začutimo, če je nekaj mojega darovano drugemu in celoto sestavlja, če sva skupaj. Potem je pa že moja misel v tem, tole pa ne more iti narazen, to se pa ne sme raztrgati, mora postati skupaj. In Jezus je ravno to spregovoril. Prišli so k njemu farizeji malo za zvijačo, razmišljal sem pa, zakaj so ga vprašali, če je možu dovoljeno ženo odsloviti. Se so imeli kar dva razloga. Eden od razlogov je, oni so imeli v zakonodaji zapisano, da mož lahko ženo odslovi. To je bil razlog, da so ga o tem vprašali, ker če ne bi bilo tega zapisa v njihovi zakonodaji, nikako ne bi s tem vprašanjem prišli. Kaj pa pri nas v slovenski društvi? Smo že nekaj bolj napredni, 2000 let je to za nami. Isto stanje. Mi imamo v zakonodaji enako zapisano. Skoraj bi rekli še slabše, takrat je bil sam mož tisti, ki imel pravico, da odslovi ženo, zdaj ima tudi žena pravico, da moža odslovi. Ni to cerkveni zakon, je pa državni. Državni zakon je človeška beseda, ne Božja. In vprašali so Jezusa, ali je dovoljeno. Če človek nekaj napiše, naredi, ustvari, lahko pride dvom, pa to drži. A je to prav? Je to v redu? To, kar delam, govorim, živim? Pojavil se je dvom. Dvom se je pojavil. Tudi če Jezusa niso marali, farizeji so imeli dvom, a zdrži to. In Jezus je ta dvom odpravil. Ne, ta beseda ne zdrži. Tudi sami veste, trdosrčnost človeka, napetosti, prepiri, teža tako huda, da stvari odtrga tisto, kar bi Bog želel, da ostane skupaj. Na začetku je Bog ustvaril moža in ženo, da sta eno telo. In ti ne reče Jezus ena duša, eno telo. In tukaj so farizeji slišali popolnoma jasno besedo. In potem se Jezus umakne v hišo. Nič več na cesti, na trgu, na ulici, bomo rekli v gostilni. To so tako pomembne stvari, da se ne govori kar tako. In učenci so še ponovno vprašali. In ko Jezus pravi, ni dovoljeno, da človek ločuje trga, raztrga tisto, kar je Bog združil, je Jezus takrat pred 2000 leti moškemu vzel pravico ločevanja. Nima moški pravico ločevanja. Danes bi bilo potrebno tako besedo zastaviti še za žensko. Ampak
A je kakšna družina popolna ali pa zakonska zveza, povezanost? Popolni stvari ni. Mi imamo vsi samo deloma to možnost enotnosti. Bog je tisti, ki posvečuje človeško življenje. Bog je tisti, ki ohranja dva skupaj. Včeraj je prišla neka oseba k meni za naročilo svete maše. In ta oseba mi je rekla, da je sozakonec umrl pred 5 leti, pokopan na Žalah. Težko je te osebi, po 5 letih. In sem razmišljal, ljubezen še vedno ostane. Nekaj se je na tem svetu ločilo, kar bi potrebno, da je skupaj. Verjetno je bila bolezen in ta oseba bi želela ostati s tem človekom, ki ga ljubi, ki ga čuti. Ali je resnična, globoka ljubezen začasna stvar, za več let, 20 recimo, potem pa ugasne? Ali je Božja ljubezen lahko do mene za nekaj časa, dokler sem jaz v redu? Če sem pa slab, pa Bog odmakne ljubezen. To že po moji pameti ne gre. Bog ima ljubezen do mene, ki je večna ljubezen. In če je ta večna ljubezen prisotna med Bogom in človekom, to ljubezen Bog daje tudi nam in iz tega lahko začutimo, da je povezanost med možem in ženo, ki je največja, najbolj globoka, ki je možna na tem svetu, tudi povezanost, ki je trajna. Možna v tem, da prosimo Boga, naj nas blagoslavlja. Ali ni lepo, da smo to Božjo besedo slišali o večnosti ljubezni? Lahko bi rekli, da je ljubezen sveta, prav na žegnas ponedeljo. Posvetitev pomeni, da je nekaj svetega. Oltar je svet, cerkev je svet prostor. Ampak človek je svet, ker smo po Božji podobi ustvarjeni. Svetost je v nas. In človek, s katerim živim, je sveta oseba. To je sveto bitje. Žena je sveta, mož je svet, otrok je svet, bližnji je svet. In vsak izmed nas se trudi za svetost. Ob koncu bi vas povabil, poznate tudi lahko svojo družino ali pa druge zakonce družine, morda poznate tudi težo ali stisko, v kateri so trenutno prisotni. In najmo molitev za njih. Prosimo za ljudi, ki v tem trenutku težko živijo, ko je ta ljubezen zelo ranjena, ko manjka te ljubezni darovanja do drugega. Naj bo naša molitev v pomoč tem ljudem, da bi se osrčili, okrepili, da bi preko te preizkušnje zaživeli še globlje povezanost. Preizkušnja je verjetno pri vsakem človeku in ko jo človek v molitvi in v prošnji Bogu zmore prenesti, lahko postane povezanost dveh še toliko globlja in močnejša in pristnejša. Naj bo pa naša molitev v pomoču pri prošnji. Gospod, posvečuj ta dva zakonca, tega očeta, to mamo, to družino, pomagaj nam. Naj ta Božja beseda tudi nam da spodbudo, da bi iskali iskreno ljubezen, Boga prosili za pravo ljubezen, držo do bližnjega. Zato, ker v tem je tudi navzočnost Boga in tudi lepota našega življenja. Vas povabim, da tudi skupaj izpovemo. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesne zemlje, vseh nebesnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta daren pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen,
in je po njem vse ostalo.